Kaj si lahko predstavljamo pod terminom nanogradnja? Uporabo biotehnologije predvidevamo, da bi bile to bakterije, ki bi jih seveda s pomočjo biotehnologije naučili graditi karbonske nanocevke oziroma en kompaktni material, s pomočjo svetlobe pa jih usmerjali in jim dali energijo, da bi gradile natanko tako zgradbo, kot bi jo pač želeli. Na osnovi nekega digitalnega modela, definirano, in potem s pomočjo projektorja projicirano na to površino teh bio-nanorobotov. Kako daleč pa smo po vašem mnenju do takšnih rešitev, da bodo uporabne tudi v praksi? Ja, glede na to, da gre za zelo futurističen koncept, kjer je treba še veliko temeljnih znanj osvojiti in zgraditi nekih osnovnih komponent te tehnologije, računamo, da bi recimo neki prvi rezultati, pa ne s pomočjo karbonskih nanocevk, recimo s pomočjo celuloze, lahko bili vidni tam v 5, 6, 7 letih. Da bi pa res ta tehnologija bila polno funkcionalna, pa ocenjujemo nekje 20 let. Lahko rečemo, da bo lahko uporabnik, lastnik bodoče stavbe gledal, kako se stavba pred njegovimi očmi sama gradi in raste. Točno to. Kot material je uporabljen zrak oziroma natančno ogljik iz zraka, ki ga nenazadnje uporabljajo, no ne samo, ampak tudi ta material rastline, ko gradijo celulozo. Ampak ja, to je to. Bio-nanorobotov seveda ne vidimo, svetloba je, zrak je, torej stvari, ki so na voljo, in tako zgradba nastaja brez kakršnih koli dodatnih materialov, brez transporta in navsezadnje tudi brez delavcev, brez ljudi delavcev. S to tehnologijo poskušamo predvsem reševati dva problema, bi rekel. Eden je tisti bistven negativni vplivi na okolje, ki jih povzroča gradnja, in jih je ogromno in so enormni. Drugi pa je ta, da četrtina prebivalstva na tem planetu nima ustreznega doma, ker je preprosto si ga ne more privoščiti. Da jasno, to lahko rešimo tudi s tem, da zmanjšamo revščino, po drugi strani pa seveda z lažje, torej z gradnjo, ki ne bo draga, ki bo navsezadnje popolnoma avtomatizirana in ne bi smela biti draga, torej dostopna za vse.